Pozdravljeni, #ProgressReport, #Ustavimo nasilje. Danes se bomo v novi epizodi podcasta pogovarjali o spletnem nasilju nad otroci in mladostniki. Z mano bo Marko Pušner, sodelavec točke osveščanja o varni rabi interneta na safe.si, ki pa deluje v sklopu Fakultete za družbene vede. Poslušajte. Yo, #progress report. #progress report. Yo, #progress report. #progress report. #progress This is the progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Late for Okay, this is my #progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the #progress report. So another thing, stay on beat. Goddamn it, stay on beat. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta. Danes z nami Marko Pušner. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Kako ste? Po redu. Tako mi je, veselje mi je biti v takem fajn prostoru, tako motivativen. Super, hvala. Dajmo se kar lotiti, jaz bi se kar rad spustil, ker imamo dosti za predebatirati. Govorila bomo o spletnem nasilju. Iz vašega strokovnega ozadja, kaj je v bistvu spletno nasilje, pa kaj vse zajema? Pa. V bistvu zelo enostavno. Spletno nasilje je vse nasilje, ki se dogaja na spletu. Ne? To pomeni od žaljivk do deljenja neprimernih posnetkov, do mogoče smešanja in podobno. Ne? Skratka, spletno nasilje je pravzaprav čisto res vse nasilje, ne? Samo da je na spletu, v bistvu v tem virtualnem okolju. Ja. To je mogoče edina razlika. Ne? Ja. In še ena zelo pomembna razlika, marsikdo misli, da manj boli. Ne? Če si ti, mislim, če tebe nekdo recimo udari, Ja. čutiš bolečino. Ne? Ja. V primeru spletnega nasilja je pa bolj ima psihološke vplive, se pravi na te kot osebo. In še ena zelo pomembna zadeva, pogosto ga je zelo težko odkriti. To velja predvsem za, recimo, če govorimo o osnovnošolcih, najstnikih, imamo kakšne, ki so žrtve spletnega nasilja, je v neki mogoče celo zaprti skupini, Ja. in nikogar ni, ki bi temu najstniku, tej žrtvi pa lahko pomagal, ker nihče ne ve. Ne ve za to niti. Ja, in on začne preprosto toniti navzdol, in gre vedno globje. In žal se zgodi, da tudi zelo tragični primeri iz tega. Če ne drugega, so pa neke posledice ostanejo za celo življenje. Ne. Ja. Se mi zdi, mogoče, ali pa pravite me, če se motim, zna biti tanka meja med, kako bi rekel, spletnim humorjem in spletnim nasiljem, ne? Sploh pri žaljivkah ali pa imenovanju takšnem in drugačnem. Ne? Ja, jaz vidim eno glavno razliko med recimo pogovorom v živo, tako kot se midva zdaj gledava, Ja. in pa med tem, če bi se midva preko četa, klepeta na internetu pogovarjali, recimo prek WhatsAppa ali pa Vibera. Ja. Razlika je v tem. Jaz lahko tukaj rečem, bom tako malo karikiral, joj, ti si pa tak bedak. Ja. Pa je z mojo intonacijo, pa s tem, ker sem se vam nasmehnil, pa to Razna vi mimika, veste, vse, vi veste, da jaz pač recimo to mislim na neko navezavo, mogoče na najem pogovor, ki bi pred tem tekel. Ja. In v bistvu to ni nobena žaljivka, pač v tem kontekstu. Če bi pa vam jaz to napisal, ti si tak bedak, Pa še kakšen klicaj mogoče zraven. še klicaj zraven, pa tudi če se jaz zraven smejim, pa mislim, ne vem kaj, tisti, ki bo to prebral, lahko zame in verjetno bo vzel to kot čisto dobesedno, kar je zelo huda, v bistvu, kar je žalitev. Ja. In to je tista razlika. V živo imamo mimiko, imamo obraz, tam je pa izključno tekst. Ja. Kakšne vrste spletnega nasilja obstajajo med mladino? Žaljenje je prva zadeva, to so pravzaprav že začela, to je, lahko rečem, da sigurno med najbolj razširjenimi. Ja. Pa imamo pa bolj specifične oblike. Tako gremo lahko v dve smeri. Ena, ostanemo v nekih teh nespolnih okvirih, gre za kakšne žaljive predelave fotografij, slik, ustvarjanje lažnih profilov, to je recimo zelo popularno, in pol na teh lažnih profilih se objavljajo ali žaljivi komentarji, ki so usmerjeni proti nekomu tretjemu, Ja. ali pa recimo kakšne žaljive fotografije in podobno. Skratka, da se blati tistega, kateremu lažni profil je navjen. Udiranje, Ja. pa tukaj ne mislim samo o državno mrežo, tudi v račune v videoigrah, spletnih videoigrah. Tam dejansko lahko pride tudi do velike finančne škode. To
To vem, da policija se je ukvarjala s kar nekaj primeri, ker je bilo po več 10.000 evrov škode v računu v videoigri, kar je bilo pač van vdrto. Ja, pa preko uporabniškega računa oziroma kupiš, ne vem, se naročiš na tisto. Tako, ne, in tudi konc koncev, pri videoigrah je treba upoštevati, če nekdo igra, vloži veliko časa, ne. To sicer ni finančno nikoli vrednoteno, ne, ker se smatra pač, da gre za zabavo, ne. Ja. Ampak kljub temu, ne, ti si nekaj ustvaril, ne, in zdaj, če ti nekdo udere in to ukrade, spelje, zbriše, uniči, ne, si prizadeta. To je sigurno tudi ena izmed oblik nasilja. Ne. Potem ena taka zelo zanimiva je izključenost iz skupin. Ko recimo to je pogosto mislim, da predvsem v osnovnih šolah, ne, ko imamo sošolce, ustvarijo recimo na Viber skupino svojega razreda, pa enega ne sprejmejo v to skupino, potem mu pa povedo, mi imamo to skupino, ti nisi noter, mi se o tebi noter pogovarjamo, ne, in je izključen. In v bistvu to je ena taka, malo nenavadna, ko se ni nič takega, ne. Pa dejansko za tistega, ki je izključen iz svoje socialne skupine, je to zelo hudo, ne. Ja, sigurno. Pač prijatelji, sošolci te ne marajo. Vedno hočeš biti vključen v aktivnosti sošolcev ali pa sovrstnikov. Potem imamo pa eno tako tudi zelo zanimivo, ki je saj meni osebno, že odkar vem za to, mislim, odkar vidim, da je to problem, mi je nenavadna, mi je tudi po svoje malo nerazumljiva. Verižna pisma. Aha. Vse veste, to je tisto, če ne boš tega poslal naprej, te bo pa, ne vem, nekdo pa šel pa nekaj naredil. Ja, 10-letne sreče pa, ja. Pa te so še mile, ne, mi imamo precej hujše, ne vem, če ne boš tega sporočila poslal naprej, ti bo prišla, ne vem, Vladimir, to je že malo starejša zadeva, ne, in ti bo ubila tvoje starše, ne, zdaj trenutno kroži en mladi fant, ki je umrl in, ne vem, je Erik ali nekaj tazga in bo tudi, ne, če ne boš poslal naprej, bo pač zdaj strašil ali nekaj tazga. Skratka, in to je zanimivo, ko sem jaz delavnice, vsi delavnice delal, ne, po osnovnih šolah, sem slučajno v enem razredu skozi pogovor, ko mi je ne vem, zakaj na misel prišel, da sem omenil verižna pisma, so mi začeli o tem prepodvati. Sami niso nikoli o tem povedali. In kaj je bilo recimo presenetljiv, če sva, ne vem, v kakšnem 8. razredu ali pa 7. razredu, ko sem vprašal, koga pa je mogoče malo strah, če dobi tako pismo, po razreda roke gor. Aha, okay. Mislim, to je bilo tako prav presenetljivo. Ja. In bolj, ko se pa z ostalimi pogovarjaš, pa rečejo tako, ja, se to ni nič tazga, ampak še zmeraj pošljem naprej, nikoli ne veš v tem smislu. Ja, razumem. Ja. In to je tudi oblika nasilja. Ne? Potem imamo še trolanje od teh oblik, ne, ko v bistvu nekdo namensko provocira, zato da se pač ljudje med sabo začnejo kregati. To ni samo med mladimi, ne, to je med starejšimi pogosto. Ja, ker vidimo pri naših politikih tudi to. Tako je, ne, marsikje, pa pod kakšnimi komentarji, pod kakšnimi članki se vidi, ne, ko nekdo stalno namerno eno in isto, ne, zato da se ostale prepirajo. Ne. In verjetno bi zdaj še kakšno obliko nasilja to od teh nespolnih, ne, bi še našel, pa mislim, da so te glavne in tudi najbolj pogoste, ki se dogajajo. Ja. Potem druga skupina je pa to spolno nasilje, nasilje povezano s spolnostjo in tukaj je treba, to so pa, lahko rečem, kar najhujše oblike, ki so običajno tudi kazniva dejanja. Ne, o tem sicer ni vedno čisto nujno, ampak v skoraj večini primerov pa gre. Ja. In kako običajno do tega pride, ne? Mi imamo žal veliko storilcev, ne, ki preprosto pošiljajo recimo sporočila, pošli mi svojo golo fotografijo, če mi jo pošljaš, dobiš 200 evrov. Ja. Mislim, to so sporočila, ki so nekaj časa krožila prek SMS-ov, pa so prek aplikacij za sporočanje, prek državnih omrežij. In kaj se potem zgodi? Dekle ali fant, treba je vedeti, tukaj so žrtve oboji. Čeprav marsikdo bo najprej pomislil, punce so tiste, ki so največkrat žrtve tega, izsiljevanja v povezavi z pač temi golimi posnetki in podobno. Ne, tudi fantje so. Ne? No in če bo recimo žrtev tako sliko poslala, bo potem ne bo prišlo 200 evrov na račun, ampak zahteva, če ne boš zdaj mi poslala še toliko pa toliko takih fotografij, bom to objavil na internetu, delil s tvojimi prijatelji, skratka začne se izsiljevanje. In to imamo že en tak, ne, tudi, ki se lahko veže tudi na une nespolne, ne, oblike nasilja, se pravi izsiljevanje, ne, ampak tukaj je pa običajno. Iz vaše prakse, pri koliko letih starosti se to že začne? Zelo zgodaj. Kaj je to osnovna šola že? Ja. V
Običajno se začne, ko začnejo uporabljati državno mrežo ali aplikacije za sporočanje. Zdaj govorijo o Instagramu, govorijo o Snapchatu, TikToku, pa seveda Viber, WhatsApp, to, kar pri nas recimo popularno, Messenger ne smemo pozabiti, ne? Ker preprosto si ne nastavijo nastavitev varnosti pa zasebnosti pravilno. V bistvu si vse odprejo, da lahko z njimi pride kdorkoli v stik. Samo to je bolj odgovornost od staršev, ni? Mislim, da jim dovolijo imeti odprte aplikacije pa profile. Lejte, pravila vseh teh storitev so zelo enostavna. Do 13 let ne smeš uporabljati državnih omrežij in aplikacij za sporočanje. Tu pa tam je kakšna izjema, ne? Recimo YouTube Kids je taka varianta, ki je mlajšim namenjen, sicer to ni državno omrežje, ne? Ampak kljub temu Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook itak, ne? Čeprav ga mladi ne uporabljajo več, vse to za starejše od 13 let, svoje 13 ali več. Mi imamo pa problem, ker starši sami naredijo otrokom račune pri 8 letih. In kaj s tem storijo? Ne? Da jih v bistvu vržejo v nek svet, za katerega jih pa ne naučijo, kako prepoznati tveganja in kako se pred temi tveganji zaščititi. In veste, jaz apeliram na poslušalce oziroma gledalce, da si, če imajo možnost, da si pogledajo film Ujete v medmrežju. To je češki film, se je vrtel pri nas na televiziji, lansko leto ga je RTV Slovenija 2krat prikazala. Tisti film fantastično prikaže, kako delujejo spletni predatorji, spolni spletni predatorji, ki iščejo mlada dekleta, pa tudi fante, za namen dejansko spolne zlorabe, da se z njimi srečajo. In to je, tukaj pa govorimo že o groomingu. Sicer grooming zahteva, mislim, da gre dejansko za grooming, mora biti mlajši od 15 let. Lahko samo obrazložite grooming za tiste, ki ne vejo, kaj to je. Grooming, nimamo slovenskega prevoda, ampak v osnovi gre za to, da storilec, se pravi spolni predator, vzpostavi stik z otrokom z namenom, da pridobi običajno v prvi fazi njegove gole posnetke, v nadaljevanju pa, da se z njim sreča in potencialno izvede spolno zlorabo v živo. Skratka, gre za najhujše zadeve, ki jih, če je otrok postane žrtev, da nekdo ugotovi, da je otrok žrtev tega groominga, obvezno brez odlašanja prijaviti na policijo, ker to je treba čim prej ustaviti, storilca najti, otroka pa zaščititi. To je ključno. Samo se mi zdi, da dosti krat je tak, da pol starši izjavijo, nam pa se to ne more zgoditi, mojemu pa že ne, mi vemo, imamo vse pod kontrolo, pod nadzorom, jaz vem, kaj kam pošilja, ki vse je. Velik problem imamo, ker starši ne poznajo interneta. Vsi mislijo, uporabljamo internet, imam telefon, znam iti na Instagram, znam kakšno novico poiskati na internetu, video pogledati, zdaj pa vladam internet. V resnici pa ni tako. Internet, gledajte, jaz za interneta rečem takole, kar se otrok tiče. Če ti daš otroku dostop, recimo pametni telefon z dostopom do interneta, pomeni, da si mu v roke dal okno v svet. Ne glede na to, ki otrok je, ali je v svoji sobi, v dnevni sobi, ali nekje zunaj, okno v svet. In v tem svetu so dobri ljudje, pa so slabi ljudje. So za otroka primerne vsebine, pa so neprimerne vsebine. In zdaj, veste, ko sem jaz šel v osnovno šolo, prvič v osnovno šolo, sta z mano šla oče, oziroma mislim, da je šla najprej mama, pa je naslednja na oče in sta me učila, tule pridi do prehoda za pešce, poglej levo, poglej desno, in se prepričaj, da je pot varna in prečkaj cesto. Ali starši to naredijo, ko otroku porinejo telefon v roke? Ravno tako se je treba naučiti. In recimo, jaz sem generacija, ki je v bistvu v študentskih časih spoznavala internet. In mi smo se v bistvu učili iz nule. Ampak v resnici je bil takrat v 90-ih internet veliko bolj varen kot danes, manj je bilo tvegan, manj različnih tvegan, pa tudi količinsko. Težji si bil žrtev česa. Pa tudi, če si sam slučajno kakšno neumnost naredil, pač v najstniških letih recimo, se je to dal pozabiti, je to zginalo, ker se je pač internet takrat še razvijal. Danes, ko je recimo gor. Tako je, in v praksi se ne da več zbrisati. Sploh, če gre za objave, fotografij, videoposnetkov, ki so recimo temu žgečkljivi, zanimivi, smešni. Skratka, tisto, kar ljudje radi delijo. To se bo razširilo kot požar po celem svetu. Samo problem je, se mi zdi,
pri starših, tako ste že prej omenili, ne, že sami se mi zdi, dosti kateri starši na svojih profilih objavljajo svoje otroke, ne, in jim je že nekako to normalno, da ko bojo oni starši, bojo imeli, mislim, ko bojo oni odrasli, bojo imeli svoj profil in bojo starši naredili svoj profil, pa se v bistvu zgodbica tako razvije, da je 1, 2, 3, ne. Ja, lejte, otroci opazujejo starše, kaj počnejo. Že čisto od mehanga, ne, in če so starši skozi na telefonu, bojo otroci želeli že zelo zgodaj imeti telefon v rokah. Bistveno prej, kot je priporočljivo, ne. In potem to, kaj pa starši objavljajo na družabnih omrežjih, je pa spet poglavje zase. Marsikdo dejansko počne večje neumnosti kot recimo njihovi najstniki. Čisto odkrito povem, ne. In delijo slike iz svoje zasebnosti, komunicirajo s popolnimi neznanci. Potem v bistvu objavljajo slike svojih otrok. Recimo meni je najbolj grozljivo, ko nekdo od staršev objavlja na svojem profilu, recimo na Facebooku, slike z plaže otroka starega 2 leti, ki se igra s kanglico in lopatko. Ja. Vsi vemo, da pri teh letih si bolj ali manj brez kopalk, ne, se pravi, si ga skačeš pa to. Super fotografija, lep spomin, ampak za domači album oziroma recimo zunanji disk, ki ni vklopljen v internet ali USB ključek. Ne pa, da ti to objaviš na svojem Facebook profilu. Zakaj? Prva zadeva, če imaš javen dostop, bo to kdorkoli dobil. Kar pomeni, da se bo po vsej verjetnosti taka fotografija znašla v bazah pedofilov, ki si jih izmenjujejo in potem pač to preprodajajo in počnejo marsikaj, a ne? Ja. To je ena zadeva. Druga zadeva je, otroku uničuješ možnost, da bo sam oblikoval svoj digitalni odtis, se pravi, kaj bo o njem na internetu. Ja. Ne, v bistvu mu onemogočaš, kar mu ga ti delaš. Ja. In potem tretja zadeva je, tudi če ti misliš, da imaš zaprt krog prijatelja, se pravi, res so ti sledijo in vidijo tvoje objave tisti, ki jih poznaš, tudi mogoče osebno. Ne pozabiti, vsakdo lahko fotografijo ali video posnetek prenese na svoj računalnik. Shraniš, prepošlješ dalje. Tako, in tisti trenutek izgubiš nadzor nad tem. Se pravi, pusti v avtorske pravice, ki se seveda kršijo in tako dalje, ampak kaj ti to pomaga, če nekdo recimo deli tako fotografijo? Škoda je že storjena. Tako. In to je zelo pomembno, recimo, ko mladi dostikrat sami delijo kakšne gole ali razgaljene posnetke. Isto delajo, ne, pa se, ne vem, se slikajo v spodnjem parilu ali pač slotone, nekje objavijo, ne, preden tudi recimo filter, ki jih imajo, algoritmi, ki pregledujejo vsebine, blokirajo to vsebino, že uide slika, ne, in se deli. Samo se mi tudi zdi, da z leti so algoritmi postali dosti bolj prilagojeni, pa dosti več golote dopuščajo na samih socialnih omrežjih. Ja, lejte, to je, algoritmi so pa druga zgodba, ne. Mi moramo vedeti, edini oziroma glavni namen vseh lastnikov državnih omrežij je služenje denarja. In oni nekaj ponujajo uporabnikom zastonj, zato da jih prodajajo kot produkt. Vsi mi, ki uporabljamo državno omrežje, smo produkt, ki ga prodajajo. To moramo vedeti, ne? In lejte, oni, njim je v interesu, da je čim več uporabnikov, da so čim dlje časa pač uporabljajo njihov izdelek, ne znam, pač njihovo državno omrežje in čim več objavijo. In to je osnovni namen. Vse ostalo jih ne zanima. Ja. Ne zanima jih, če so otroci žrtve spletnega nasilja. Ne zanima jih, če se delijo, ne vem, gole slike nekoga, nima veze, je odrasel, a je otrok. Važno, da se gleda. Ja. Seveda, ne me narobe razumeti. Bojo lepo rekli, se trudimo. Samo praksa kaže, da se premalo trudijo, da bi to uredili. Ja. Je pa res, ko recimo neka regulatora ali pa neka politična entiteta, kot je recimo Evropska komisija, začne zahtevati od njih določene spremembe, potem se pa zganejo. Še posebej, če jih kaznuje, kar se je recimo zgodilo, vemo, primer Googlea, pa zdaj Facebooka, kazni so zelo visoke, čeprav je treba vedeti, nam se zdijo zelo visoke. Za njih je to drobiš. Tako je. Oni toliko naredijo v pol leta, koliko morajo. Še prej, v parih dneh dejansko. Ne? Ampak kljub samo. In se potem zadeve počasi premikajo. Ne? Ja. Ampak žal prepočasi, in to se treba zavedati, ne? Na državno omrežje so v osnovi, lahko rečemo, divji zahod. Ja. In zdaj, a ste vi pripravljeni svojega otroka vršt v to? Texas. V Texas, tako. Samo je tu sploh luč na koncu tunela, glede na to, da se vsa socialna mreža, tehnologija
tako hitreje razvija, kot pa smo mi oziroma družba pa starši sposobni otroke pravilno poučiti o uporabi? Jaz bom takole rekel, sam sem dosti krat zelo obupan, ker vidim pač vedno ene in iste zadeve se dogajajo, ponavljamo iste težave različnim ljudem in tako dalje. Ampak kljub vsemu, z preventivo, z osveščanjem, tudi recimo s takimi pogovori, kot je tole, ko se pogovarjamo o teh zadevih, ko opozarjamo, ko imamo recimo naše delavnice po osnovnih šolah, po srednjih šolah, vse to spodbuja in uči mlade, da o tem razmišljajo in lejte, ko bojo ti zdajšnji najstniki postali starši, bojo to bolj ali manj že vedeli. In recimo meni je zanimivo, jaz se včasih pogovarjam študenti tudi pri nas na fakulteti za družbene vede, da kakšne so imeli težave pa to, in dostikrat mi reče, joj, smo poslušali vaše vsi delavnice, smo, ampak kaj, ko je šlo čez eno uho not, čez drugo pa ven, več bi tega mogli biti. Ampak jih pol vprašam, v redu, pa vam je to pomagalo, ja, saj smo se glitko zapletli v probleme, ampak smo že vedeli, bo treba to narediti, pa to, da se posledice umilijo. ABCS so vsaj predelali. In ker to je treba vedeti, tudi ko govorimo o preventivi pa osveščanju, najslabša je tale možnost, ne smeš tega, ne smeš tega, ne smeš tega, ne. Pove se, lej, poglej, če boš naredil to, se bo zgodil to pa to pa to. Če se ti bo to pa to zgodil, naredi to pa to, da bojo posledice čim manjše. In to je tisti pravi pristop. Samo ni to pol posledica tudi današnjega načina življenja. Vsi živimo hitrejše tempe, starši dlje časa delajo, se nima toliko časa ukvarjati, otroku razložiti pravilno uporabo, mu dati vzgled. Ja, in v to nas pravzaprav tudi internet sam sili, mislim, vsebine na internetu, tudi to moramo upoštevati. Ja, ampak poglej, ne vem, ustavi se, zadihaj, razmisli in pejt naprej. Vse to, da si stalno pod nekim stresom v življenju, da stalno nekam hitiš, to tudi ni dobro za človeka, ne samo za uporabnika interneta. In tudi pri internetu velja, če bi šla v področje spletnih prevar pa virusov pa tega, dvakrat premisli, preden klikniš, zato, da slučajno ne narediš napake. In tudi recimo, ko objavljaš nekaj na internetu, jaz pravim, vzemi si 2 sekunde, vdihni, izdihni, premisli, ali bo lahko šlo kaj narobe, če bo to zdaj pač javno dostopno. To je res, ker jaz vem, da vedno, ko pravljam kako spletni nakup, dobro, zdaj ne več toliko, prej včasih 2-krat sem prebral, pogledal spletno stran, preveril vse podatke, imel že aplikacijo odprto z, transakcijskim računom, vse živo, hitre telefonske od banke, da bo zablokirala, vse živo. Danes pa nekdo naredi sliko, posnetek, se objavi po pomoti, mogoče v narobno skupino, fertik, gotovo. Pa imamo recimo en tak zelo velik problem, prej sva govorila pač o teh spolnih težavah, pač nasilju povezano s spolnostjo, je recimo sexting, Samo po sebi ni problematično. Se vemo, sexting je, ko si dva, ki se imata rada, sta zaljubljena, si izmenjujete recimo fotografije. V osnovi je bil sicer tekst, ampak danes so to fotografije pa video posnetki. In mi imamo čisto normalno, da recimo v 7. razredu dekle, ki ima fanta, zaljubljena je, pravimo v narekovajih, ima fanta in mu pošlje svojo sliko, zgori brez modrca, naprimer. To je že normalno. To je nekaj čisto normalnega med njimi. Zdaj bom tako rekel. Jaz sem zacajtom. To absolutno drži za mesta. Ljubljana in Ljubljanska kotlina, preverjeno tako tudi Maribor, mogoče na podeželju so le stvari mečkam drugačne na podeželskih šolah, osnovnih šolah na podeželju, v mestih pa ne, je pa to nekaj čisto normalnega. In kaj imamo zdaj problem? Zdaj imamo v bistvu dekle, ki ima rada fanta, ki ima rada dekle, si zaupata, si izmenjate lahko oba dva fotografije. Zdaj pa vemo, to so te najstniške zaljubljenosti. Danes si, jutri te ni. Tako, čez 2-3 dni se skregata na smrt, ne govorita več. Kaj se bo zdaj s to fotografijo zgodil? Ali jo recimo, če je dekle fantu poslala, a jo bo fant zbrisal pa je zadeva zaključena, ali jo bo slučajno kazal na svojemu telefonu svojim prijateljem oziroma sošolcem, ali jo bo uporabil kot predmet izsiljevanja, maščevanja in bo tej punci začel groziti, da zdaj, če pa mi ne boš, če pa ne boš več naprej moja punca, potem bom jaz to sliko javno objavil.
In, To je pol v bistvu že kaznivo dejanje. tako, tukaj pridemo pa do kaznivega dejanja. Se pravi, v tem momentu, ko bi fant začel deliti okoli ali pa groziti dekletu v zvezi s to fotografijo, smo v kaznivem dejanju, kar pomeni, da ta pravi postopek je, da dekle, oziroma žrtev pove nekomu od odraslih, recimo učitelju, staršem, in da se ta zadeva tudi prijavi potem policiji. Ker policija bo potem naprej preiskovala. Kakšni pa so bolj to običajno postopke oziroma zaključki strani policije pa tega? To je zdaj si za vprašanje za policijo, kako pele. To je težko odgovarjam, ne? Ampak, a veste, dostikrat je dovolj že to, da se policija vplete, ker potem pač te mladi začnejo razmišljati, da so nekaj narobe naredili. Mi moramo nekaj vedeti, marsikdo se ne zaveda, da dela nekaj narobe. Ne? Ker je že vse tako normalizirano. Tako pa tudi ne poznajo, nimajo izkušenj. In ne smemo kar zdaj po dolgem pa počez vse obsojati, lej ti si pa ne vem, zloben pa ne vem kaj. Ne, preprosto se ne zaveda niti posledica. Ne? In včasih je že recimo temu malo bolj resen ali pa malo bolj trd pogovor, dovolj, da je zadeva zaključena in se pač zadeva ustavi, ne? In se ne širi to naprej. Ne? Ja. Problem se mi zdi, sploh ker mladi dosti idealizirajo influencerje, športnike, itd. In že samo te osebe imajo dosti krat pomanjkljivo oblečeno vsebino objavljeno ali pa promovirajo to ali pa promovirajo ono. In že skozi ta filter, on je to pa to, na ta način, ne vem, služi, si ustvarja svoje življenje, jaz bi tudi. In pol vidi, ne vem, nekoga, ki je uspešen, ne, finančno mogoče trenutno, pri 18, pol naslednje pri 15, 13. Mislim, meja bi mogla biti konkretno više, če mene osebno vprašate, ampak kako to zaustaviti? Jaz bom drugače vprašal, kakšen je influencer, ki namensko izkorišča otroke? Čisto enostavno vprašanje. Za lastno promocijo oziroma za lasten zaslužek. Ja. Kakšno moralo ima? Kakšna je njegova etika? Influencerji so, ne moramo se v isti koš metati, da ne bo pomote. Je pa res, da sploh med osnovnošolskimi najstniki, pa tudi med srednjošolci, je veliko popularnih influencerjev, ki nekako to izkoriščajo v svojo korist na napačen način. In obenem dajajo otrokom napačno sliko. In to niso mogoče samo neki mogoče bolj grobi z nekimi vulgarnimi izrazi, kar se dogaja, ampak to so tudi marketinške agencije zadaj, ki peljejo influencer. In to je tisto, kar je pa v bistvu najbolj zavajajoče, da se marsikateri influencer predstavlja kot, da je nek, recimo najstnik, nek človek, ki nekaj počne in sam to dela. Zadaj pa je cel ustroj. Zadaj je pa v bistvu marketinška agencija, ki skrbi za celotno podobo. On je v bistvu samo eden izmed zaposlenih, ki mesečno plačo dobiva, izdaja se pa recimo za najstnika ali pa najstnico, ki ne vem, preizkuša kaj pa vem, kozmetiko ali pa barve za lase ali pa karkoli. Vse vemo. Ne? In to je problem. In še en zelo velik problem, s čimer se zdaj dejansko na evropski ravni ukvarjamo, neoznačevanje plačanih vsebin v influencerskih objavah. Vemo, na televiziji je oglasni blok, se ve, ti znakac televizije. Če je v samem programu, se pojavi. Če na radio na koncu pove ali pa na začetku. Je jasno, tukaj pa ne, na internetu pa ne. In dejansko je lahko cela objava, cel video, če ga posname, ena sama reklama in o tem nikjer ne pove. Niti ne pove, da je recimo izdelek, ki ga reklamira, dobil za ston, pa ga je lahko za precej drago zadevo, ne govoriva o kozarcu vode, recimo. In to je zelo velik problem. In kar je zanimivo, v naši anketi, ki smo letos delali ob dnevu varne rabe interneta med osnovnošolci in srednjošolci, se je izkazalo, da jih to moti. Želijo, da so te plačane oziroma oglaševane vsebine, da jih influencerji označujejo. Kar je kul, ker lahko iz tega izhajamo, da jih dejansko zanima njihova osebnost in v kaj oni verjamejo, so prepričani. Tako. Kako lahko otrok oziroma mladostnik, če nima dovolj veščih staršev, sam prepreči mobilno spletno nadlegovanje? Kak je nekdo, ko starši cel dan v službi, on ima telefon prepuščen?
Zelo enostavno. Mar se kaj lahko vsak naredi. Prva zadeva je, da greš čez svoje nastavitve varnosti in zasebnosti. V bistvu, mogoče čist prva zadeva je, da imaš pri računih na državnih omrežjih svojo resnično starost. Oziroma bova rekla tako, če si se zlagal, ker še nisi 13 let, da nastaviš 13 let. Zakaj? Kljub vsemu za mlajše od 18 let so določene prevzete nastavitve varnosti in zasebnosti bolj zaščitniške, kot recimo, če si polnoleten. Recimo, če se prav spomnim, Instagram ima pri polnoletnih vse javno. Ne? Se pravi, imaš ti posebej nastaviti, ne zapred, da niso objave javne. Ne? Recimo za mlajše pa ne. Čeprav nisem zdaj čisto prepričan, mislim, da je letos to Instagram celo spremenil in da je zdaj vse javno, ne? Tudi za mlajše. Ampak kljub samo določene nastavitve so, to poglej prvo zadevo, da imaš resnično starost oziroma vsaj 13 let. Ne? Potem pa preveri, kdo tvoje objave vidi. Ne, se pravi, pri vseh omrežjih lahko določiš, da vidijo recimo samo tvoji prijatelji oziroma sledilci, ki jih sam potrdiš, ali pa vsi, se pravi, da je javno. Ne? In tudi če želiš javno objavljati, ni problema, samo javno objavljaj take posnetke, ki recimo ne razkrivajo tvoje zasebnosti, ki niso škodljivi v nikakršnem primeru. Ta je malo domišljija tudi uporabljati. In to nastaviš tisto, kar imaš pa recimo zasebno, naprimer slike iz zabav sošolci ali pa z izletov, ko si šli, imaš pa skupino in si deliš samo to. To so recimo te osnove. Pa ko vzpostavljaš stik z nekimi ljudmi, ki jih prek interneta spoznaš, imej v glavi, da se na internetu lahko kdorkoli izdaja za kogarkoli, kar pomeni, da ni nujno, da je nekdo, ki reče, da je recimo Janez star 14 let iz Karanja, je lahko nek Lojze iz Črnomlja star 50 let. Ne? To je treba vedeti. In da v bistvu dokler človeka dejansko ne srečaš v živo, ne veš, ali je res za katerega se izdaja. Pa ne bi bilo bolj pametno, pa da prikrajšamo ves ta proces, pa nasilje, pa to pač omejiti Evropska direktiva o polnoletnosti ali pa ne vem, o 15 letih šele takrat lahko si narediš aplikacijo, ne vem, moraš slikati osebni dokument, da se vidi, koliko je star. Ne bi bilo to bolj preprosto? V resnici Evropska unija dela v tej smeri. Pripravljajo se sistemi in tudi zakonodaja v smislu direktiv, ko bo pač prišlo v lokalno zakonodajo, da bo treba vzpostaviti sisteme za preverjanje starosti. Zdaj, kako bo to razvito, pa to se še dela, tako da tukaj še nimamo nekih točnih informacij, ampak se od tej tako imenuje age verification. Se dogaja. Pobuda pravzaprav zato pa ni prišla iz te problematike državnih omrežij, ampak zaradi dostopa do pornografskih vsebin. Ne? Ker tam v bistvu na večini strani samo odkljukaš, da si star 18 let in si noter. In tukaj pa se zdaj v to smer dela, da bi pač se dal, sam lejte, ti lahko en kup stvari omejiš, še vedno se najdejo pač obvozi in če nekdo hoče, bo pač prišel do vsebin, ki zanga niso primerne ali pa v stik z nekom, ki mu lahko škoduje. Kakve pa so kaj nevarnosti pa pasti spletnih izzivov? Zdaj, koliko se samo osebno spomnim, na zadnje je bilo malo bolj širše na medijih, da iz Amerike, da so neke, mislim, da te pralne tablete, ki so sedevale v pralne stroje, so jih jedli. Tight pot challenge. Ja, mislim, jaz, ko sem prvič to slišal, sem bil tak čist, pač brez besed, kaj se sploh dogaja, mislim. Pa ta je tako, jaz rečem, kje imaš možgane, da boš pralni prašek pojedel, ne, ampak so še tudi drugačni, še hujši, ne, recimo choking hazard challenge, ne, ko se v bistvu gre nekako v smislu, da se začneš daviti, ne, kot da bi se želel obesiti. Sam sebe, ne, in se pri tem posnamaš, ne, in dokler zadeva... V čem je tu finta v zadju? Mislim, zakaj to delajo? Ja, pač... Čisto enostavno, ne, če gremo mečke nazaj, kar se izzivov tiče, ne, izzivi so pozitivni pa negativni. Imamo recimo pozitivni izzivi, recimo plesni izzivi. TikTok je poln, zapleši to, posnemi se deli. In kaj s tem, ko ti recimo se posnameš pa to deliš, kaj se ti zgodi? V bistvu dobiš lahko
potrditev od vrstnikov skozi všečke in komentarje pozitivne in tako dalje, ne? In s tem nekako, recimo, v svojem socialnem okolju pridobivaš na neki vrednosti, na pomembnosti, recimo, ne? In zdaj, če so pozitivni izzivi, je to super, ker so res, vem, da obstaja bralni izziv, ko bereš knjige, ne? In to je recimo zelo pozitivno, ne? Problem pa je, ker imamo pa te tako imenovane negativne izzive, ki pa so škodljivi v smislu, da te spodbujajo k samopoškodovanju, da so nevarni, se pravi, mogoče ni nič tacga na prvi pogled, ampak se ti lahko nesreča zgodi, ne, in ki ima lahko zelo tragične posledice, a ne. Ja. In potem so izzivi, ki ti dejansko grozijo, ne, če ga ne boš naredil, ne, bo pa spet neka grožnja je zadnji, ne. In tukaj pa rata težava, spet, zakaj se jih lotevajo? Zaradi spet nekega družbenega pritiska vrstnikov, podobno, iskanje nekega ugleda. Ja. Pa ne pozaba tudi dejstva, da recimo, ko si v teh najstniških letih, si nagnen k preizkušanju mej. Saj smo vsi to delali, smo zašli čez to, pa prviš, koliko delci upaš, ali pa koliko gre, ne. In to je tudi eden izmed razlogov, da jih spodbudi, da grejo v izvajanje teh izzivov. Pa problem je v tem, nimajo izkušenj, ne razumejo, ker nimaš izkušenj, ne razumeš, kaj se bo zgodilo, in da se lahko zgodi tudi kaj zelo hudega. Ja, pa niti ne razmišlja, pa mogoče dosti kateri spletni izziv je v bistvu zeditiran, tako da sploh mogoče ni bil dejansko izveden, se zmontira. To je pa sploh problem, ko v bistvu z montažo in po možnosti še s kakšno računalniško grafiko narediš nekaj, kar se sploh ne da narediti. Kaj svetujete oziroma predlagate, kaj storiti, če na svetu najdeš svojo razgaljeno fotografijo ali pa video posnetek? Če se to zgodi, je že prepozno, okay. Da se si na jasnem. Je že duh iz stekleničke. Ja, je duh iz stekleničke všel, težave se začnejo. Zdaj, kaj naredita? Prva zadeva je shranjanje dokaze. Zdaj, če se recimo to pojavi na Snapchatu, ko imaš za kratek čas vidiš, in da dobiš ti sam takoj posnetek zaslona. Če je to, ne vem, slučajno na kakšnem državnem mrežu ali na neki spletni strani, to posnetek zaslona. Potem pa če ne veš, kdo je storilec, da se ne moreš soočiti z njim in zahtevati od njega takoj, da se to umakne in to. Tukaj ni druge kot recimo policija. Se pravi, če si pač najstnik, prosiš nekoga od odraslih, ne vem, učitelja ali pa starše, pač poveš, kaj se je zgodilo, in potem se pač zadeva prijavi na policiji in se seveda upamo, da se bo potem dal kaj narediti, da se bo ta slika dejansko umaknila z interneta. Ker se pravim, problem je v tem, ker se jo vsi pol shranjujejo, delijo drugje in dejansko gre za kaznivo dejanje, ki ga pa žal ne moremo pol več ustaviti naprej. In v bistvu tak človek je lahko pol zlorabljen, se počuti zlorabljen ga še kasneje v svojih letih, ko je že davno polnoleten. Dosti staršev tudi pol pametne telefone od svojih otrok omejuje aplikacije, določa sledenje lokaciji. Po drugi strani je pa spet to, ali mu zaupajo ali mu ne zaupajo, ga dvojno preverjajo. Zdaj, kaj je tu prava pot? Kaj je prava pot? Dajmo 30 let nazaj, pred čase interneta, pred čase mobilnih telefonov, sploh recimo 80 leta. Ali se je dalo otroku slediti? Ali je bil otrok ves čas pod kontrolo. Jaz, ko sem bil v 80-ih, pač mejhen pa potem najstnik, sem se zunaj igral, smo se z prijatelji igrali v šoli, nobenega nadzora od staršev. Smo imeli pravila, da ne bo pomote, jasno, ker je bilo treba upoštevati in če jih nisem upošteval, je bilo joj, Ob 6:00 doma. Tako, recimo, tako. In poglejte, svet takrat ni bil nič bolj prijazen ali pa nič manj prijazen. Bila so druga tveganja, mogoče kot so danes, ampak tista tveganja, ki so bile takrat, so še vedno. In bom rekel, to, kar mi zagovarjamo na Sejfu, je, da je treba imeti z otrokom vzpostavljen nek odnos, pogovor, zaupan odnos v smislu, da otrok zaupa staršem in starši lahko zaupajo otroku. Se pravi, če se mu bo karkoli začelo dogajati, da bo o tem takoj povedal, ne da bo skrival, ker se bo bal, da se mu bo nekaj zgodilo. Ja. In zdaj mi moramo vedeti, industrija ponuja, ko gledam kdaj kakšne opise teh
programov ali pa naprav za starševski nadzor. Ne? V bistvu govorimo o starševskem nadzoru. Ne? Ja. Ne vsi, ampak marsikdaj obljubljajo čudeže. Ne? Vašega otroka bomo popolnoma zaščitili. Ne? Ja. Žal to ne gre. Lejte, pametne ure, ne, so rekli, en tak argument je bil, ko sem ga slišal enkrat, ja, sej, če ima moj otrok pametno uro, ne, preko katere seveda lahko sledim, ne, če ga kdo ugrabi, ne, potem bom jaz lahko vedel ali pa vedela, ne, kje je in bo pa policija mojega otroka zelo enostavno rekla, ker bo ura skozi sporočala lokacijo. Pardon, da vas prekinem, ko ste to omenili, ne vem, če ste zasledili, je pa bilo par dni ali kakšen teden nazaj v Mariboru, zaradi, mislim, da pametne ure ali pametnega telefona so najstnika dobesedno zabodli, ker so ga hoteli oropati. No, to pa je spet to. To je pa bomo dal pametno uro, pametni telefon, vse bom vedel, ta naprava stane, ne vem, 1000-2000 evrov in pol si spet žrtev nasilja. Zaradi naprave, ne? To je to, ne. In pri uri je pa tako, ne, vsak je lahko dol s name pa obesi na drevo. Toliko o sledenju in v bistvu ta sledenje, ne, pač starši pa imajo občutek, ne, da neko zagotovilo, da vejo, kje je otrok, ne, v redu, ne. Sam po drug stran pa je treba pomisliti, kakšen je vpliv na otroka, ki se lahko počuti stalno nadzorovanega. A veste, če vsi smo kakšno neumnost kdaj špičili, pa starši niso zvedeli. Pa je tudi normalno, pa zdravo. Tako, pa nobenemu se za kakšne take neumnosti ni nič zgodilo, ne. Da ne bo pomote, da je kje bilo. Ja. In zdaj pa, če tebe nekdo stalno nadzoruje, kje si, se to je isto kot zapor. Ja. Pa konstantno boš iskal nove načine, kako se temu izogniti, kako ne. Tako. Ja. Kar se tiče pa recimo, če gre pa zaščito pred nevarnostmi na spletu, ne, ko imamo filtriranje vsebin pa to, je pa zelo enostavno odgovor. Prvič, noben filter ni 100%. In drugič, tudi če ti doma narediš 100% zaščito, ki je, da na samem usmerjevalniku oziroma routerju nastaviš, katere strani oziroma katere spletna mesta in storitve je mogoče obiskovati. Se pravi, določiš, katere se da, vse ostalo se ne da, to dejansko funkcionira in to je edina oblika, da recimo otroku preprečaš, da bi po internetu prosto hodil. Gre pa k prijatelju, sošolcu, ki tega nima. Gre na dvorišče, nekdo 2 leti starejši od njega, ima vse odklanjeno. In to je tisto, ne, če se ne smemo mi otrokom preprečevati stik s tveganji. Mi jih moramo učiti, kako tveganja prepoznati, pa kako se pred njimi zaščititi. Meni je popolnoma jasno, da za 4-letnega otroka je malo drugačna zgodba. Ne, so tudi oblike starševskega nadzora, pa filtri lahko marsikaj pozitivnega naredijo, ampak ko bo otrok enkrat prišel v najstniška leta, tam 10, 12, 13 let, noben filter in noben starševski nadzor ne bo uspel upravljati svojega dela, ker bojo našli, kako jih ubiti. Skratka, koliko so starši do tistega leta dosegli z pogovorom, je tako že postorjeno. Tako da za mlajše, recimo predšolske otroke so take, recimo oblike so nekako, kar so do neke mere priporočljive, ampak ne pozabiti se kljub temu o teh stvarih z otrokom pogovarjati, zato da ga naučimo za kasnejše obdobje v najstniških letih, ko ga ne bomo mogli več zaščititi. Glede same statistike v Sloveniji je v, kako bi rekel, normalnem porastu, spletno nasilje, smo v ekstremnih številkah, je zmerno, ne vem. Lejte, 2018 je bila ena raziskava od Klikni, ki je pokazala, da je v osnovni šoli bilo približno polovica otrok, govoriva mislim, da za zadnjo triado ali pa zadnji 2 triadi, polovica otrok žrtev ene oblike spletnega nasilja. V srednji šoli se to poveča na 2/3, se pravi na približno 66%. In to, kaj govor, seveda, veste, tega nasilja je dejansko veliko in prviš v stik, ali kot opazovalec, da ga vidiš, ali si žrtev, lahko si celo storilec, tudi to so. In tega je ogromno. Kaj bi svetovali staršem in mladostnikom, ki se soočajo ali pa ne vem, imajo težave, kako otrokom omogočiti vseeno pametne telefone, pa splet, pa vse to, kaj so tisti, ne vem, ABC točke osnove, katerih se naj držijo, da ne bo prihajalo do problemov, težav. Zdaj za starše bi jaz rekel, če se enostavno zdrava kmečka pamet,
ne, razmišljati malo o zadevah, se podučiti, pustiti podučiti, poiskati informacije, gledati, kaj je tisto, kar bi lahko otroka ogrožalo, se z otrokom pogovarjati, kaj se mu na internetu dogaja in kar je ključno, če se mu zgodi kaj slabega, ne zgubiti živcev ali pa ne zdaj ponoreti in ga kaznovati in sploh mu ne odzeti telefona pa interneta. Zakaj? Ko bo naslednjice v kaj zapletel, ne bo več povedal, ne, in pa mu sploh ne boste mogli pomagati. Ne. Ja. Skratka, ta pogovor, da v bistvu ves čas veste, kaj se otroku dogaja. Tako boste tudi sami lahko pravočasno prepoznali, kdaj so ga začele zanimati mogoče kakšne teme, ki so lahko problematične ali pa ki recimo vodijo v neko v težave, no, čisto enostavno povedano. Zdaj, če si pa najstnik ali pa otrok, pa to, kaj narediti? Ne? Ja, prva zadeva, nasilja nikoli ne rešujemo z nasiljem. Ne? Se pravi, nasilje rodi pravzaprav samo še več nasilja. Ne? Se pravi, tukaj je treba, tudi če te nekdo žali, nečkam zadihati, ne? Se malo ustaviti, malo razmisliti in ne vem, mogoče se s tem, če je to nek prijatelj, ali pa se z njim pogovoriti tako na 4 oči, ali pa v družbi prijateljev, ne prek interneta, pa prek, ne vem, Snapa ali pa Vibera. Imaš tudi dosti bolj človeški. Tako, čisto človeški, tako kot se mi dva zdaj recimo pogovarjava, ne. To je en pristop. Drug pristop je, če gre za neke, ki jih ne poznaš, blokiraj ga. Ni se treba odzivati, ne pusti se sprovocirati, pač blokiraj ga, državno mreže to omogočajo, ne? In načeloma je v 90% potem tukaj zadeva zaključena. Če pa dejansko postane žrtev nekih, da se nasilje ne neha in se mogoče še celo krepi in ga je neke čudne, bolj zahtevne oblike, ne, bolj problematične oblike, pa ne odlašati poiskati pomoč. Ne. Se pravi, prvi krog so prijatelji, jih prosiš, kaj ne zdaj naredimo, ne, že to je pogovor. Ne. Če to tukaj mogoče ni rešite, pa se gre pa, ne vem, na učitelje, na starše in tako dalje. Ne. Ja. In še nekaj, ne, kar se mi zdi pa zelo pomembno, če si žrtev kaznivega dejanja, da pride zadeva tako daleč. Prosim, ne odlašati s prijavo, ne se bati policije, ne, ker marsikdo si ne upa, zato ker joj bom... Ja, pa kaj bo, pa vsi bo izvedli, pa... Ne, ker ti si žrtev, pa verjetno je še mnogo drugih žrtev, za katere sploh ne vemo, in tega storilca je treba ustaviti, ker on bo šel samo naprej in bo uničeval življenja drugim po tekočem trku. Najlepša hvala, gospod Marko Pušner. Slišali ste ga, upam, da ste si naredili kakšne zapiske, če ne ponovno predvajate podcast. Hvala vam še enkrat za vaš čas, pa se še pogovarjamo. Hvala za vabilo. Yo, hashtag progress report. Hashtag progress report. What up? Hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress This is a report. progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadalka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat.